predoru Ljubelj naj bi se zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno kombinirano vozilo z 8 potniki in pa eno osebno vozilo s 4 potniki. Poleg tega se je v steno predora zaletelo drugo osebno vozilo, ki se je skušalo izogniti temu trčenju in se je pri tem prevrnilo na streho. Tako da zdaj poteka intenzivno reševanje. Vse reševalne službe od gasilcev do nujne medicinske pomoči so že v cevi. Gasilci so uspeli pogasiti požar in zaradi tega so potem lahko ekipe nujne medicinske pomoči hitro intervenirale. Dejansko zdaj poteka izvlek poškodovancev iz vozil, rezanje vozil in pa ostala dela, tako da pridemo do ponesrečencev, ki so še v vozilih. Ponesrečenci, ki niso bili poškodovani, so že sami prišli iz predora in jih zdaj so trenutno v oskrbi Centra za socialno delo, ki jim pomaga pri premagovanju strahu in drugih psihičnih težav. Današnja oziroma ta vaja, kakor smo jo izvedli, je regijska napovedana vaja, kakor jo moramo narediti po pravilniku o vajah, je večjega obsega. V njej sodelujejo poleg gasilcev Gasilske zveze Tržič in pa kranjskih poklicnih gasilcev tudi vsi reševalci osnovnega zdravstva Gorenjske, vseh služb nujne medicinske pomoči in pa zdravstvenega doma Kamnik in Domžale. Poleg teh reševalcev so udeleženi tudi Centri za socialno delo Gorenjske in pa Rdeči križ Slovenije, območno združenje Tržič, kateri bojo poskrbeli za psihosocialno pomoč nepoškodovanim in lažje poškodovanim osebam, ki so bile udeležene v nesreči. Poleg tega imamo tudi še, bi rekel, na državni ravni organizirano preko civilne zaščite psihološko pomoč za gasilce in ostale reševalce. Tudi za to službo smo na koncu pripravili prikaz, kako oni opravijo razbremenilni pogovor z gasilci, saj po vsaki večji nesreči nekateri od gasilcev in reševalcev v svojih spominih obdržijo tiste poškodbe, ki so res hude in kako se potem razbremenijo svojo, bi rekel, dušo, da ne mislijo na to v tem smislu. Vaja je potekala po posebni časovnici. Ja, posebnost te vaje je, da smo zaradi varnosti seveda preračunali, kot da gasilci in pa ostali štartajo iz svojih domov. So doma na kavču, po domače povedan, zazvoni pozivnik, odidejo v gasilni dom, se oblečejo, opremijo in pa izvozijo na intervencijo. V resnici vozila zaradi varnosti čakajo v koloni pri bivšem TGT-ju v Podljubelju. Po časovnici pa bodo iz tega mesta izvažali, da dobimo res tisto pravo situacijo na sami nesreči, kot da bi bilo res prava nesreča. Koliko oseb je sodelovalo v tej regijski vaji? Kot ste rekli, jo pripravite nekako v spomladanskem času in tudi v jesenskem. Ja, v današnji vaji sodeluje preko 120 vadbencev in pa pri sami organizaciji vaje, kot smo mi organizatorji, seveda imitatorji, nas je pa še dodatnih 70.